En lep pozdrav, tale vikend sem pa ostal brez obeh avtov. Shelby je trenutno na gospodarskem razstavišču, kjer je del razstave, mislim, da se imenuje Planet kock, se pravi vse na temo legic. Floki se pa trenutno lima, tako da bom imel čist nov livery, več o tem bomo pokazali v naslednjem vlogu. In pol po nekem slučaju imam ta teden jaz malo sreče in sem bil na vezi z firmo Actinia Cars. To je v bistvu firma, ki se ukvarja z oddajo oziroma z najemom športnih avtomobilov. In so rekli, Rok, mi imamo lih RS trojko frej za vikend, a bi ti to vzel. Ko sem rekel, valjda, ker si že full cajta želim sprobati tale avto. Všeč mi je ta koncept 5 cilindrov, 4 pogon, hot hatch. Tale zdaj ima malo čez 400 konj. Ko dajmo si zdaj vzeti najprej čas, pa pogledati tale avto malo bolj v detajle. In evo, končno imamo RS trojko za vikend. Nekaj časa nazaj sem že malo tizal, ker sem Golf R testiral, da bi rad probal še RS trojko. Takrat je sicer prišlo do nekih nepredvidenih okoliščin, zato pač nisem prišel do RS trojke. In zdaj par mesecev kasneje imam končno to šanso in jaz sem res vesel, da je ta avto res brutalen spek. Tako, tisti, ki je to zadevo speku, ima res, po mojem mnenju, dober okus. Avto je do zunaj čist murdered out spek, se pravi črna barva, črne feltne in pa črne bremze. Pa gremo v notranjost, se pa zadeva malo spremeni. Noter je opcijsko, leto, zeleni šivi. Zeleni detajli na zicih, zeleni šivi na zicih, Alcantara volan z zelenimi detajli po celi teli armaturni plošči, pač komplet tele reže so v zeleni barvi in pa zelen 12 o'clock stitching. Če tole ni eden najlepših interiorov, pa res ne vem. Meni osebno je tole res všeč. Po mojem mnenju je Audi kar vodilen, kar se tiče zunanjih izgledov, dizajna notranjosti, pa predvsem luči. Se mi zdi, da je Audi tako najbolj inovativen na temu light design področju. Najbolj mi je pa všeč tale svetloben podpis klele, pa bom dal zdaj kar en posnetek čez, ker zdajle čez dan se ne vidi dobro. Dejansko, ko ti prižgeš avto, se tlele not napiše RS3, potem pa luči zažarijo. Meni je tale Audi predvsem zanimiv zato, ker je zelo podoben mojemu Focusu RS-u. Pa da razložim zdaj to. Se pravi, v osnovi gre za hot hatcha, 4-kolesen pogon, precej konj, dober, Focus je okoli 350, te dobrih 400, ampak največja razlika je pa ta, da je ta avto, se mi zdi, malo bolj prijazen za daily use, se pravi, avto ima avtomatski menjalnik, medtem ko moj Focus ima ročnega. In pa prej me Audi niso toliko privlačili, zato ker so bili znani potem, da so kar nose heavy, se pravi, ko v wing prideš, zna nos kar ven vleči. Focus ima pa podvozje res dobro naštelan, sploh z razporeditvijo moči, ker zna avto poslati do 70% moči nazaj oziroma v drift modu do 100% moči na en kolo. To je imel Focus že leta 2016. Sem pa zelo vesel, da so zelo veliko na tem delali tudi pri ta novi RS trojki, ker ja, tudi tale avto ima zdaj drift mod. In ne samo, da bi imel drift mod zato, da bi kroge risali, ampak dejansko avto, ki ga peleš, imaš občutek, pač valjda, da je 4-kolesen pogon, ampak da je rear bias, da je avto res zabaven skozi ovinke in da se ne ukvarjaš sam s tem, kako boš težo nosa pretental, da ne bo nos ven silu, ampak gre avto točno tja, ka hoče, pa ko daš gas, postane zelo zabaven. In že nekaj časa nazaj, ko sem se spraševal, a obstaja boljši daily kot moj Focus RS in sem takrat gledal Golf R, seveda zaradi avtomatskega menjalnika, aktivnega tempomata in tako naprej, sem se seveda zelo zanimal tudi za RS trojke, ker pač sej verjetno to ima že veliko avtov danes, ampak meni je ful všeč, kad ti lahko dejansko na daljinca odpreš prtljažnik. Pač to je ena malenkost sicer verjetno za vse Volkswagenove uporabnike, ampak meni pa tole res veliko pomeni. Pa ko smo lih pri notranjosti, dajmo ga še malo bolj podrobno pogledati. Evo, Alcantara volan, meni je to toliko všeč, saj vem, da je ful več vzdrževanja z tem materialom, ampak meni je navtip res ful boljš, pa dajmo mi tole kar zalaufati.
Zelo mi je všeč, no, ker je vse res tako osredotočen na voznika, plus fizični gumbi, to zelo cenim, tele koleščki gor dol, takole prikaz klime, da ni vse tako, kot ima večina avtov na teh ekranih, zdaj, da je to še zmer posebej, pa tele fighter jet style gumbi. Eni sicer niso fani te manjše prestavne ročice oziroma menjalnika, mene pa zelo všeč, ker zadeva zgleda ful bolj clean, pa itak to ne rabiš neki ful, ker če hočeš že pač orang prestavljati, imaš itak kle za volanom te prestavne ročke. Imaš pa zdajle pri Actini eno krasno možnost, in sicer za cel vikend lahko brezplačno osvojiš njihovega Porschea 718 Spider. V tej nagradni igri boste pa sodelovali vsi tisti, ki boste kupili eno od teh 3 majčk, ki jih je zdizajnirala Actinia. Valjda pa več majčk kupaš, več šans imaš. Avto smo si pogledali, zdaj sem pa jaz že na poti proti obali, ampak seveda še ena stvar, ki jo pa jaz rad naredim, ko grem na kakšen mit, je pa to, da se ne peljem sam do mita. Ko šibam zdaj do Andraža, on ima Hyundai i30N, pa nadaljujemo pot kar po ta stari cesti, ker je tok lep dan, da bi bilo škoda to ne izkoristiti, pa malo v vinkce napadati. No evo, pa smo pri stricu Andražu. Dobar dan, Andraž. A si spucal avto? A? Sem zdaj vprašanje, če bo čist prišel do končnega cilja. To sigurno ne. No, pa da nav te rekel, da je sam fleten sva z Andražem pred mitem še znivelirala tale poden za vrtno gredo, pa vse prštimala, da lahko majster malo solate na sadu. Tole garažo za mano siguren že vsi poznate, če gledate, oziroma če spremljate kaj kar sceno na slovenskem YouTubeu, to je Andraž, oziroma večina ga pozna na YouTubeu kot cestni dirkač. To je to, vroče je k pri norcih, jaz itak nimam kratkih hlač, zdaj pa lahko štartamo. A da ona polega, kako je lepo spucan. Za nami pa po moje tudi 5-cilindrc, zato kazali smo ga čez tele ride kar dinamično pelali, pa se mu z RS3 nisem kaj prav preveč odpeljal, ali pa je res hud šofer. Madonna, sem pogrešal tole magistralo proti morju, pa res imamo srečo nad čelom, tako, nobene gužve ni, vsi grejo zgleda po avtocest, zato da prešparajo 15 minut. Cesta je pa res poezija, kle. Pa še fajn je tale avtomatik na RS3, ki sam, še eno dol. Kva to pika, Digo. Veš, kako je ta avto varen, ka lahko zelo na hiter prehitiš, tako da se hitreje ogneš nasprot prihajajočim vozilom. Tako da res še ena kljukica na seznamu, če prepričuješ starše, da ti kot prvi avto kupijo RS3. Dobar dan, da ste pravilnik? Dobar dan. Ja, nekam sem ga že vrgel. Ok, pejte naprej. Hvala. Živijo. Slučajen tist, ki je imel avto pred mano, mu je kamenček v šipo parletu in je ratala tale kar velika razpoka. Tako da jaz imam tale fajn flajšterček, da ne bo kaj hudega temu le našemu RS-u. Pa bomo tole kar nalimali. Evo ga. Takole, da ga ne oboleli. Drugač pa nas skrbeti, avto gre že v ponedeljek na servis oziroma na Indukar glasa, kam se to pele. Tako da bo v ponedeljek že zrihtan. Z Andražem sva prima parking dobila. Tole je sicer pa en nek VIP del, ampak jaz sem zelo vesel, da smo v dobri družbi tele R34-ke, ki jo kar doskrat na kakšen mitu srečamo. Avto je res lep. Glej, ta clean engine, bej. Noro, Neki tudi oldtimerjev Porsche, ampak tole je pa moj oldtime favorite na temu mitu. Lancia Delta Integrale HF, pa obvezno Martini livery. Kva je huda.
Avti so prihajali, odhajali, tako da se je na tem mitu res dal videti tako cel asortima, vse od oldtimerjev, hot hatchov pa do superšportnikov. Takole prima se odžejamo, pa taki face avti se malo mimo vozijo. Krasen. Ja, tegale Lancerja sem najdel, Lancer MR avto je tako lep, tako lepo ohranjen. Pač, glej to, še noter. Vidim, da se ne vidi neki ful, ampak res je clean. Avto je kano. Ker ga ne. Glej to, no. Udeležba je bila res super, pa moram reči, da je kar nekaj avtov bilo tukaj, ki jih prej na slovenski kar sceni še nisem videl. Ful sem pa vesel, ko vidim vinyl speke takole na avtih. Tale vidim, da je zdajle vrep zamenil, ki je bil prej vijoličen. Ampak prav spomnim se, ko dizajniram te vinyl speke, je pol res lepo, ko vidiš to živo na avtu. Sedajovega avta, pa tudi če ga ne vidiš, veš, ki je, ko ima tamle gor šotor. Za vse tiste pa, ki ne poznate tega avta, to je edina M3 v Sloveniji, ki na streh vozi šotor s sabo. Avto smo pogledali, zdaj valjda ne moramo pokazati vseh, ker jih je kar precej. Meni je sicer, mogoče ste opazili, da mi je ta rally scena malo bolj pri srcu. Dobil sem le še takle prima vabil na naslednji mit, ki je konec junija na Ptuju. Mislim, da je to moj prvi mit letos, pa sem ful vesel, ker je tako umirjen, pod kontrolo, ljudje so ful v redu, ni, bom rekel, nekega kaj pa vem, pretiranga, ne vem, da bi kdo gume kurva ali pa da bi se kdo ful izživljal, pa neki egotripari pa to. Tako da to mi je res všeč, no, da je na nekem nivoju, da se dobra luč meče na pač naš car community. Malo gremo še en krog čez avte, pa še bomo na večerjo, pa moramo počas dan. Počas dan. Ampak se mi zdi, da smo res ujeli fajn dan. Toplo je, poletje se začenja in jaz sem prav vesel, da so se taki ta pravi miti spet začeli. Pa seveda, ki ste na morju, moraš uvezen kalamari jesti, a ne? Zdaj pa že naslednji dan na Trpika, glede Vrtanjega. Zdaj gremo pa po Shelbyja na gospodarca, ki je glede na tej razstavi konc, ki jaz sicer nisem še nikoli bil. Dostavili so me, glede, zdaj pa pojmo not en krog, pa Shelbyja pilemo, ne. Glede, ko je pri vhodu desno, ima Buvis štant, tle pa tamle v zadnji že vidim Shelbyja. Tega Lego Shelbyja ste videli že v prejšnjem vlogu. Jaz imam že malo slab glas, zato sem si kar mikrofon zmontiral. Tlele pa še da real deal, evo, tako da lahko ljudje danes tudi v živo vidijo, kako izgleda ta prava stvar, pa koliko blizu so dejansko pri Buvisu uspeli tale 1:12 model narediti. Pa še nekaj ti moram pokazati. Poleg tega Lego Shelbyja so fantje pri Buvisu zdaj zrihtali še eno čist mini varianto in pa tudi tale zadeva je narejena po temu Shelbyju, tako da imaš lahko en tak quick Lego project, na koncu pa dobiš black on black Shelby GT350R. Sem pa že pol ure kle in je čas, da grem še en krog klele narediti, pa pogledati še ostale Lego projekte, ker je tega klele kar precej. Evo le še en primer ta pravega motorja, pa pol Lego verzije. To, Lego Technics, evo. No, tokle na kapih pa še nisem videl. Tole je pa po moje znak, da bi si žihar enega Ford GT-ja z Legic še kupil. Res si najdel za vsakega nekaj, od avtočkov, vlakcev, pa do ogromnih arhitekturnih skulptur. Meni je bil recimo tale stolp od Avengerjev ful zanimiv, pol tudi od Star Warsa je bil precej velik del, tisti, ki se malo bolj spoznate, boste pa tele scene itak prepoznali. Sejem se zdaj počas zaključuje, vsi že pospravljajo svoje štante, jaz moram da počakati, da se tlele spusti tale prehod.
tako da lahko Shelbyja ven spravimo. Jaz upam, da se ne ljudje preveč odstrašili tlele, ampak jaz moram avto ven spraviti. Dobar. Evo še malo ligic, tlele imam prav drive-thru zale. Pa gremo z gospodarca domov. Tole je pa kar fajn, da človek takole lahko direkt parkira. Evo, pa smo doma. Skratka, ful hvala vsem, ki ste prišli tudi danes na gospodarca. Vsem, ki ste se slikali z mano oziroma, ki smo kakšno besedo spregovorili. Jaz sem res vesel, da vas tudi včasih takole v živo lahko srečam pa spoznam. Moj glas je že čist na koncu, tako da jaz si grem zdajle narediti en koram flex iz septulet, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!